Z Nataljo sva šla danes na obalo. Zjutraj sva že najne zaloge odprla, sva ugotovila, da imava kar precej uničene hrane. So črvi prišli oziroma razni žužki, tako da nekaj dosti več uporabno. V bistvu uporabno sem, kar je v konzervah. Tako da še vedno ne bova nekih zalog zdaj kupovala. Gotovila pa sva to, da imava čisto nič akumulatorje, tako da upam, da naj bo zdržalo takole te dni. Potem, če bova z jadrnico naprej nadaljevala, morava kupiti nove akumulatorje. Malo sem že pogledal zaradi dimenzij, katere bi šli noter, pa kako. Okoli 1500 € bova prišla najceneje čez, plus kabli pa to. Bova videla. Še vedno ostaja ena varianta, ki upava na njo. Več bova pa zdaj nekaj dni kar tukajle. Danes je malo tako čudno vreme. Spet sem nek hurikan dela tam pred otoki na Atlantiku. Nazadnje je šel mimo. Tako da vsake par minut je kakšna ploha pride, sonce sije. Je pa predvsem toplo. Bo šlo? Visoko, ne? Probaj se gor prijeti, pa se potegni gor. Tako je. Ajde, hop. To, za šalo. Pa zdaj naprej ti na jambor plezeš. Kakšna je voda? Je topla, ne? Voda ima skoraj 52 stopinj. Vrhunsko. Se guncaš? Ja, na grehlih. Jaz, ko si v vodi. Ja. Že cel dan pospravljava, danes sva pospravila tle not v tem predalu. Vrvi, obuvala, potoplaško opremo, kar imava nekaj. Se pokvarjam s tem na mojim vetrnim generatorjem, ker zelo ruši. Jaz sem takole lesnel dol, ta prvi del. Propeler je tamle, vetrnice, lopace. Zdaj ima pa ta dvojni ležaj tukaj, ki zelo ruži. Zdaj ga bom pa probal nekako očistiti. Malo s tem anti-rust sprejem, pa s tem ima sprej namazati, če bo kaj boljši. Zraven sem si zapisal še številko novega, če bi ga kje dobil, da bi ga lahko zamenil. Tako da, če mi bo uspelo, bi bilo to super. Zdaj kar tako rož, da ne moram več poslušati. Definitivno je to, kako se ga sliši, zdaj, ko sem ga še mal. Zaradi tega ne morajo spati čez dan. Mislite, veliko bolj se sliši potem, ko se vrti gor, pa še po cevi se prenaša naprej. Tako da ni drugega kot nov ležaj. Zdaj bom probal zaenkrat, ga sem s tem anti-rust, dokler ga ne dobim očistiti fajn. Takole. Potem namazati z temi spreji. Je pa dvojni, tako da ima dvoje krogelce noter, dve vrsti. Upam, da bo zdaj ta rja malo razžarlo, da bom potem malo podmazal, da bo, če bi bilo mogoče boljše, drugače bova pa kar brez, da bi ga uporabljala, ker ležaja novega ne dobiva.
čeprav to bo zdaj malo zelo težko, ampak zaenkrat malo sončne celice. Ti gre? Ja, gre. Fajn umazano. Prav je. Danes smo pa prvič za razliko enkrat od obale stran obrnili proti obali, dejansko pihači z drugega konca. Ti, ki so blizu teh boj rumenih, znotraj teh boj se ne sme sidrati, so se že tiščali na te boje, ta stric pred nama s katamaranami prisidral. Veter se je obrnil pa zaradi Tropical Storm Fiona, ki ga mim, tako da bo danes pa mogoče še jutri malo veter zakrožil z druge smeri, kot so vajeni na Karibih. Da sva tukaj dosti daleč stran, tako da nimamo problemov, pa če se vrtiva. Sem pa opazil, da malo tle nekje sidro pod nama, zdaj mislim, da tam naprej je neka skala ali korala in se je verjetno ovilo okoli nje. Danes se pa že cel dan guncava na teh valovih. Tukaj z te smeri nikoli ne piha in nikoli valov, zdaj smo odprti na odprto, zato so valovi, ker piha. Dokler ta Tropical Storm ne gre mim, bo takole pihalo, jutri še naj bi nehalo. Se pa kar guncava. Sidro se nama je povilo okoli enega kamna, zdaj pa razmišljam, da bi probala dvigniti sidro, pa še enkrat zasidrati. Ne vem, noč se bliže, mogoče je to zdaj pravi trenutek, da probam narediti. Da se pa tudi ostali takole kar guncajo. So uspela dvigniti sidro, se je odvilo okoli kamna, pa sva na novo zasidrala, tako da bom bolj mirno spal. Je pa lepo zavideti tele plohe nevihte, glih zdaj v sončnem zahodu. Evo, tam ena pluje na motor, nekaj je šlo nazaj not v zaliv, ampak veter naj bi se itak zdaj, ko bo mrak padel, malo spremenil smer, tako da bomo skoraj v zavetju otoka za temle rtom. Nekaj se bliža, upam, da smo dobro zasidrana. Ne zgleda nič lepo.
Malo me ravnoteže daje, ker se guncava, ampak takih prizorov pa nisem veliko videl na morju. Evo, že kar precej piha, tudi dež je začel padati. Medaj so vse pripravlja, ker smo lahko hitro. Dženove sploh še gor nimava, kar ni nič slabo zdajle. Ta sidra nas sva spustila, še malo sidra, mislim verige, tako da imava zdaj skoraj vso noter, zdaj pa naj piha tukaj želi. Zaenkrat vind kaže 35 vozlov. Po pravici povedano, po občutku sploh nimam toliko, da toliko piha, ampak ok, če vind kaže, pol je že res. Prihaja Fiona! Zdaj se je že malo umirilo, drugače pa celo noč nisva nič spala, ker je fajn pihalo z druge smeri, z odprtega morja, tako da so bili zelo veliki valovi. Potem pa se je veter spremenil, tako da so nama v bok prihajali in smo se tako guncala, da jambar za 10 metrov levo desno. Zdaj greva pa malo na kopno, drugače pa tako deževno, že cel dan skozi malo pada, piha. Sva bolj na slabem z elektriko, tako da ne vem, kdaj se bo odločila, kaj bo naredila glede akumulatorjev. Na sidrišču je kar nekaj odšlo teh raznih plovil. Ujela sva enega jastoga, sicer sta bila dva, ampak je še en toliko pod kamen, da ga ne dobim ven, tako da vsaj enega mava. Pripravljava jastoga. Diši lepo, ni ne vem kako velik, ampak za tele najine špagete bo pa super. Prvič jem testenine z jastogom, ki sva jih sama dan naredila, hvala. Kar se tiče makaronov, pomaka je super. Jastog moja pa še malo počaka za na konec sladico. Tale delček je pa najbolj slasten. Lepo diši. Večer na obali St. Anne. Kaj pa to? Kaj pa to? Moje delo. Midva malo na Wi-Fi tlele visiva, ki ga nimava. Talija bo nekaj napisala, informacije zbrala, po moje že za Pacifik. Zdaj bom šla pa nazaj na jadrnico. Moram nekaj za jesti narediti, jaz moram vodo narediti, zvečer pa teči. Danes se bova lotila menjave olja v tem najinem Suzukiju, ki še ni bil nikoli zamenjan. To sem že na Hrvaškem kupil.
motul 10V40, 4-taktni motor je izven karbe. Tole imam nalijak, da bom lažje nalil pa spustil olje. Olje teče ven. Olje sva nalila. Tukaj tisni. Zdaj pa na test. Evo, tako v 2 letih že malo rjavo rata vse. Ampak dela. Suzuki 6 konjski. Test uspel, zdaj pa še v vodo.